Dober dan. Sem Polona Starej iz Službe za odnose z javnostmi in vas lepo pozdravljam na informativnem dnevu za magistrski študij na Fakulteti za upravo. Veseli nas, da ste danes z nami, saj vam bomo predstavili tako fakulteto kot oba naša magistrska študijska programa. Vi pa boste imeli priložnost, da nas tudi kaj vprašate, lahko preko četa ali na koncu v živo, pa dobite odgovor iz prve roke. Naj vam povem še, da se predstavitev snema in pa prenaša preko Facebooka. Posnetek pa bomo kasneje uporabili za namen predstavitve tistim interesentom, ki se nam danes niso uspeli pridružiti. Naj vam kar predstavim sodelujoče. Z nami so profesor dr. Aleksander Ristovnik, skrbnik magistrskega študijskega programa Uprava upravljanja javnega sektorja, pa izredni profesor dr. Primož Pevcin, skrbnik magistrskega študijskega programa Management v upravi, gospa Petra Kisovec-Kamnik iz referata za študijske zadeve, pa gospod Domen Gril, naš diplomant oziroma magister programa Management v upravi in gospod Grega Rudolf, študent programa Upravljanje javnega sektorja ter predsednik študentskega sveta Fakultete za upravo in študentskega sveta Univerze v Ljubljani. Pa besedo predajam kar profesorju dr. Aleksandru Ristovniku, ki nam bo predstavil fakulteto ter magistrski študijski program Uprava upravljanja javnega sektorja. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Prav lep pozdrav vsem udeležencem oziroma udeleženkam na tem magistrskem oziroma predstavitvi programov na naši fakulteti. Veseli me, da ste si vzeli čas, da si boste pogledali torej glavne karakteristike tega programa in da vas bomo na koncu seveda tudi navdušili nad vsaj enim od naših programov. Seveda se spodobi na začetku, da se predstavimo oziroma da torej predstavimo tudi fakulteto. Najprej, kot je bilo že predstavljeno, sem skrbnik prvega magistrskega študijskega programa, ki bo predstavljen, to je Uprava upravljanja javnega sektorja, o njemu malce več kasneje. Bi pa na začetku seveda vse, predvsem pa tiste, ki ne poznate naše fakultete oziroma niste naši diplomanti, bi na kratko predstavil nek okvir, torej tudi mogoče niste diplomanti Univerze v Ljubljani, nekaj zelo na kratko nekaj besed o nas in potem bi nekako seveda se osredotočili tudi na oba programa in pa tudi na vse tehnične zadeve. Jaz vas seveda prosim, da če imate vprašanje že tekom same predstavitve, da jih zastavite kar v samo klepetalnico in poskušali bomo po svojih najboljših močeh na koncu tudi odgovoriti na vsa ta vprašanja, izzive, dileme, ki jih boste imeli oziroma to se vam bodo pojavili tekom same predstavitve ali pa jih že imate. Če gremo torej nekako po splošni, torej nek splošni okvir, žal seveda se zaradi okoliščin nismo mogli dobiti na Fakulteti za upravo. Če pogledate, torej to je naša stavba, boste torej zelo lepo vabljeni, da upamo, da bomo v naslednjem akademskem letu torej večino programov lahko izvajali tudi v živo, ker vemo, da je ta stik v živo zagotovo nekaj drugega kot preko online sistemov, pa vendarle smo se na nek način že torej tega navadili in del tega bo verjetno tudi ostalo v prihodnosti. Torej, Fakulteta za upravo je članica, ena od 26 članic Univerze v Ljubljani in zagotovo veste, da je Univerza v Ljubljani najboljša fakulteta v Sloveniji. To kaže tudi različne lestvice. Tukaj recimo je predstavljena lestvica torej centra za torej Svetovne univerze, kjer kaže, da je Univerza v Ljubljani med 2% najboljših univerz na svetu. Podobne rankinge dosega tudi na ostalih lestvicah, kot je šanghajska, Webometrics in podobno. In mi kot člani, torej naša fakulteta kot članica Univerze v Ljubljani je seveda tista, ki pokriva področje javne uprave in torej smo že od leta 1956 obstajamo, hkrati pa od leta 1975 torej polnopravni člani Univerze v Ljubljani. In kot sem že omenil, torej, to je stavba, ki jo boste našli
na Gosarjevi ulici 5, torej za Bežigradom v kampusu, ki je nekako del tudi ekonomske fakultete, fakultete za družbene vede, pedagoške fakultete in podobno. Fakulteta je sodobno opremljena, žal tega vam zdaj ne moremo pokazati, pa vendarle, ko bo prilika, boste to zagotovo lahko tudi sami se prepričali na lastne oči. Zelo smo ponosni, da ima fakulteta vrsto prepoznavnih akreditacij, članstev, certifikatov, tukaj sta izpostavljeni 3. Ponosni so na evropsko akreditacijo, ki jo imajo oba naša dodiplomska samostojna programa in pa tudi podiplomski program, ki ga bom kasneje predstavil. Smo tudi člani v mreži EMPA, torej European Master of Public Administration Consortium, ki je prav tako izjemnega pomena za naše študente, da lahko potem gredo vsaj del študija opravljati tudi na elitne univerze oziroma fakultete, programe v Evropi. Smo pa tudi fakulteta prijazna športnikom z pridobitvijo certifikata športnikom prijazno izobraževanje. Tako da, če je kdo med vami seveda še toliko bolj ali se ukvarja z poklicno športom, smo tem športnikom še dodatno nekako pisani na kožo z našim načinom izvajanja programov. Tukaj zelo na kratko študijski programi, s tem, da seveda opozarjam, da danes imamo seveda fokus na 2. stopnji in tudi vas, verjetno večino od vas zanima 2. stopnja študijskega programov, kjer imamo v tem trenutku 2 študijska programa, magistrski študijski program Uprava upravljanja javnega sektorja in pa Management v upravi. Oba bosta kasneje tudi predstavljena in sta na nek način vpeta v vertikalo naših študijskih stopenj, torej nadgrajujeta 1. stopnjo in pa potem iz 2. stopnje seveda ste potem tudi tisti, ki ste bolj ambicioznejši, vabljeni tudi na 3. stopnjo skupnega študijskega programa, doktorskega programa Upravljanje in ekonomika javnega sektorja. Zdaj, zakaj študirati pri nas na Univerzi v Ljubljani, predvsem pa na Fakulteti za upravo? Tukaj je nekaj tistih ključnih prednosti, katere je potrebno zelo verjetno izpostaviti za našo fakulteto. Torej, mi nudimo študentom praktična znanja, poskušamo čim več uporabnih znanj deliti študenti, da so opremljeni s kompetencami potem za sam trg dela. Zelo poskušamo upoštevati urnik, torej tudi študentom, ki delate, nekako sledimo tako, da potem tudi predavanja potekajo v popoldanskem času, tako da ni potem teh težav, prevelikih težav v usklajevanju. Torej obstajajo tesne povezanosti tako med študenti kot med profesorji. Žal zdaj zaradi okoliščin je ta povezanost verjetno malce okrnjena, pa vendarle predvidevamo, če se bodo stvari normalizirale, da bo tega več. Timsko delo je prav tako tisto, da vas se pripravi na delo potem v samih organizacijah. In na koncu seveda študentje pri nas niste le številka, ampak ste zelo pomemben deležnik in razlog, zakaj sploh obstajamo. In torej vemo, da tudi preko študentov se potem dober glas v sami fakulteti univerzi širi na tako Slovenijo kot tudi širše. Torej študentje ste pri nas na prvem mestu. Kot sem že omenil prej, vrhunski športniki imate poseben status, torej imate lahko možnost posebne obravnave v tem kontekstu zaradi tega certifikata, ki ga imamo. Potem imamo vrsto poslovnih partnerjev, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Poskušamo čim več praktičnih primerov iz prakse povezati v samo teorijo in tudi študentom. Vrsta raziskovalnih projektov je na fakulteti, kjer se poskuša na tak ali drugačen način vključevati vas kot študente, da potem sodelujete ali pri seminarskih ali pa na koncu potem tudi pri sami magistrski oziroma zaključnem delu. Oblike študija ponavadi so seveda v normalnih okoliščinah je študij v predavalnici. Predavanja vedno potekajo v popoldanskem času, to je po 16:30 uri, podobno izpiti, tako da smo prilagojeni vsem vam, ki seveda ste delovno aktivni. Imamo tudi seveda oblikovane e-učilnice za vse predmete, kar pomeni, da so vsa gradiva v samih e-učilnicah. Tudi knjižnica je temu prilagojena, vrsta seveda člankov, gradiv je možno dobiti online. In pa tako da tudi imamo razvito knjižnična gradiva in pa tudi dostop do vseh baz,
da torej je to dostopno za vas tekom samega študija. Tako da, kar zadeva samega termina, je verjetno ta študij zelo prikladen za vas, tiste, ki delate. Moram pa že kar v tej fazi seveda omeniti, da zaradi COVID situacije smo imeli zdaj v praktično celotno obdobje leto in pol študij online. Seveda v naslednjem študijskem letu je predvideno, da bo ta študij v fizični obliki, če seveda ne bodo epidemiološke razmere ponovno zahtevale online obliko. Govorimo pa seveda o slovenski verziji programa. Poudarjam, da obstaja tudi angleška verzija programa, o katerem bom tudi kasneje nekaj omenil, in ta verzija bo pa popolnoma v online obliki. Tako da, če koga je zdaj prepričal ta online način, ki ima seveda vrsto prednosti, pa vendarle nekaj slabosti v smislu verjetno torej socialnega življenja, timskega dela in ostalega, torej boste vljudno vabljeni na angleško verzijo programa, ki bo popolnoma v online obliki. Zdaj, kar zadeva možnosti zaposlitve, naši diplomanti se zaposlujejo v vrsti različnih institucij, seveda primarno je to namenjeno na javne institucije, pa vendarle so ta znanja, ki jih pridobite na naši fakulteti, izjemno pomembna tudi za zasebni sektor, ker vemo, da zasebni sektor je v nenehnem kontaktu z javnim sektorjem, ali je to z vidika torej upravnih postopkov, ali je to z vidika davkov in podobno, javnih naročil in podobno. Tako da tule je nek nabor, recimo, kje se naši diplomanti zaposlujejo, od torej upravnih enot, občin, javnih zavodov, agencij, do ministrstev, tudi v evropskih institucijah se zaposlujejo naši torej diplomanti. Imamo tudi programe vezane prav na to področje, tako na dodiplomskem, kot tudi zdaj deloma že na torej podiplomskem študiju, potem tudi v podjetjih in pa imamo tudi posameznike, ki grejo na samostojno pot, ker jim nudimo seveda raznovrstna znanja na naših programih. Mimogrede je treba povedati, da naši diplomanti zelo hitro najdejo zaposlitev, torej v nekaj mesecih, tako da je to zagotovo torej tudi ena od prednosti naših programov. Pogoji za delo, glede na to, da naša fakulteta, vsaj kar zadeva zdaj stavbe kot taka, je mislim, da tam okoli 20 let, pa vendarle izjemno vzdrževana. To se boste lahko prepričali na lastne oči. Tisti, ki ste dokončali študij na naši fakulteti, to že veste, da imamo odlično tehnično podprt sistem, najnovejše, torej poskušamo z najnovejšo računalniško opremo, tudi na splošno zelo dobro vzdrževana in torej opremljena knjižnica, tako da to boste imeli nenehno pri roki. No in na koncu, kot že omenjeno, torej imamo kot uspešen diplomant, ki je končal ali dodiplomski ali pa potem predvsem podiplomski študij, o katerem bomo danes govorili, je ponavadi ali nek vodilni strokovnjak na nekem področju, imamo zaposlenega. Tu so nekateri primeri naših diplomantov, ki so zaposleni, so generalni sekretarji na ministrstvu, ustanavljajo blagovne znamke, imamo vrsto načelnikov, vse to je naš eden tistih zelo pomembnih elementov, torej načelniki upravnih enot, župani, direktorji marketingov, ustanovitelji uspešnih podjetij in pa seveda nekateri so tudi končali v obliki, torej karierno v obliki torej visokošolskih učiteljev oziroma sodelavcev. Tako da raznovrstnost torej karierne poti omogoča študij na naših programih, tako da tukaj ste, kar zadeva tega, lahko zelo prepričani, da boste potem tudi na trgu dela konkurenčni in uspešni. Seveda ne živimo na osamljenem otoku, smo del torej Evropske unije, smo del sveta, globaliziranega sveta in tako univerza kot tudi fakulteta ima podpisano vrsto sporazumov v tem trenutku z 80 sporazumov z skoraj 30 državami, kar omogoča ne samo izmenjavo učiteljev in pa raziskovalno delo, ampak tudi zelo pomembno izmenjavo študentov, možno sodelovanje na različnih poletnih šolah, na različnih izobraževanjih, na dokončanju študija, vsaj v obliki nekaj predmetov ali semestra, kar zelo podpiramo. Seveda, kot rečeno, je bilo zdaj zaradi COVID situacije to malce okrnjeno, pa vendarle pričakujemo v prihodnje, da bo to dodatno, ker to vam seveda še dodatno potem omogoča večjo konkurenčnost na samem trgu dela. Tako da naša fakulteta tu zelo vpeta v to okolje, mednarodno okolje in boste imeli možnosti tudi za to vrstno
torej nadgradnjo v smislu študija, internacionalizacije svojega študija. Zdaj, seveda, če so kakšnekoli težave, imamo tudi vzpostavljen sistem tutorstva, to pomeni, da torej študenti pomagajo študentom in tukaj imamo vrsto tutorjev tako na predmetni ravni, uvajalno, potem za tuje študente s posebnim statusom, tudi znanstveno-raziskovalno tutorstvo je uveljavljeno na naši fakulteti in pa pedagoško tutorstvo. Tako da s tem boste verjetno takoj na začetku študija še dodatno obveščeni, torej da se nudi pomoč študentom, ki imajo takšne ali drugačne težave, da lažje prebrodijo torej sam študijski proces, ker nekaterim je verjetno lahko tudi malce težje, sploh tistim, ki prihajate z drugih fakultet, pa vendarle naša fakulteta je izjemno torej prilagodljiva tudi za študente, ki nimajo teh predznanj, torej nudimo še dodatna izobraževanja v smislu dodatnih gradiv, da se lažje torej prilagodite na sam študij. Verjetno bodo kasneje tudi kolegi študenti lahko kaj v to smer povedali, če boste imeli kakšno vprašanje v zvezi s tem. Naša fakulteta ima tudi vrsto obštudijske dejavnosti, seveda, zdaj so malce trpela, pa vendarle tako športne, kot tudi vsebinske v smislu pravnih krožkov, prostovoljstvo, fotografske delavnice in podobno. Naša fakulteta, kot vidite tu iz slik, je bila tudi večkrat že torej univerzitetni prvak v košarki in podobno. Tako da nismo aktivni samo na pedagoškem pa znanstveno-raziskovalnem delu, ampak tudi ob študijskih dejavnostih in boste vabljeni, če bo vam seveda bo čas to omogočil, da se vključite tudi v tovrstne aktivnosti. Seveda, zdaj ste vi danes tukaj predvsem zaradi dveh ključnih programov oziroma podiplomskih programov, ki jih ponujamo. In jaz bom zdaj kot skrbnik prvega torej podiplomskega programa predstavil program Uprava upravljanja javnega sektorja. Gre za izjemno moderen program, ki je bil pred kratkim, pred 3 leti tudi nekako prenovljen, moderniziran, odziva se na izzive časa, globalizacije Evropske unije, digitalizacije, trajnosti in podobnega in tukaj smo program tudi prenovili. Je pa velika prednost tega programa, da je zelo interdisciplinarno naravnan, kar pomeni, da vključuje tako organizacijska, informacijska, pravna, upravno-pravna, ekonomska znanja in na ta način vam seveda ponuja širino, ki jo seveda potem potrebujete na samem delovnem mestu. Torej, ena večjih prednosti tega programa je, da torej nadgrajuje in poglablja upravna znanja, torej pridobite kompetence na področju upravne vede in ste potem zelo konkurenčni, predvsem v javni upravi, pa vendarle, kot sem omenil, tudi v zasebnem sektorju rabijo vedno več teh znanj zaradi interakcije z javnim sektorjem oziroma javno državno upravo. Tisti študenti, ki ste končali dodiplomski študij, boste dodatno poglobili, tisti, ki pa ste končali druge smeri, pa kar zadnje čase opažamo vedno večji priliv tovrstnih študentov, je pa to toliko bolj seveda zaželeno, da seveda skombinirate neko predznanje, ali se ga prej ekonomsko, politično ali katerokoli drugo z še upravnim znanjem in na ta način potem tudi seveda lažje konkurirate na samem trgu dela. Kot je bilo omenjeno, program se bo izvajal v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku bo izvajal se v živo, to pomeni face to face, torej v predavalnici. Vsi tako predavanja kot tudi seminarji se bodo izvajali na fakulteti, če bodo okoliščine seveda to omogočale. Sicer, če bo seveda situacija podobna, kot je bila letos na začetku šolskega leta, bo online tudi v slovenskem jeziku, pa vendarle trenutno je predvideno, da bo torej predavanja in seminarji potekali v sami predavalnici, medtem ko, poudarjam, program se bo izvajal in se že izvaja v angleškem jeziku, tovrstni program pa se bo izvajal online. To pomeni, če vam mogoče bolje ustreza izvedba programa na online obliki, da ste se zdaj nekako tega navadili in vam bi to bilo bliže, vas seveda vabim na tovrstni program. Program bo sicer v angleškem jeziku, vendar torej tudi po izkušnjah študentov, ki so tudi nekateri slovenski, že tudi na dodiplomskem študiju, ko imamo nekatere angleške predmete, ponavadi ni kakšnih večjih težav. Tako da tu ste ljudno vabljeni in tukaj boste potem tudi v skupini s tujimi študenti in tudi verjetno z Erasmus študenti, ki se velikokrat priključijo tem predmetom. Tako da boste imeli tudi tukaj neko internacionalizacijo, brez da boste potovali, čeprav vemo, da to ne naredi zamenjave z samim
torej obiskom neke države oziroma neke institucije. Za ta program je potrebno povedati, da je edini slovenski podiplomski program, ki je evropsko akreditiran, zato v tem pogledu ste še dodatno vabljeni na ta program, kajti ta program pomeni, da potem tudi imate s to akreditacijo večno možnost zaposlitve, ne samo v Sloveniji, ampak tudi izven Slovenije. In kot sem omenil, ta program je tudi edini slovenski program, ki je v mreži European Master of Public Administration Consortium, kar omogoča našim študentom lažje vključitve na podiplomske programe, najboljše podiplomske programe v Evropi, kot so na Leuvenu, Rotterdamu, tudi Bocconiju, Milanu in podobno. Tako da tukaj ste tisti, ki se boste vključili v ta program, imate še to dodatno možnost, če boste kakšen del študija, del semestra preživeli na tuji instituciji, boste lažje prišli na tovrstne torej elitne programe. Tako da to sta dve zadevi, ki jih je potrebno v zvezi s tem programom še dodatno izpostaviti, torej evropska akreditacija na tem področju in pa EMPA mreža. Zdaj, glede samega programa, tako kot vsi ostali programi, bolonjski študij potekajo normalno po sistemu 3+2. To pomeni, da je podiplomski program 2 leti, tako da imamo sedaj skupno na razpolago 120 kreditnih točk, ki jih morate v 2 letih zbrati, da pridete do naziva na koncu magister oziroma magistrica upravnih ved. Študij poteka redno ali izredno. Zdaj, razlika med rednim in izrednim je seveda prvič v tem, da izredni študent plača šolnino, drugič pa, da seveda niso potrebne prisotnosti na predavanjih oziroma seminarjih. Tukaj smo potem bolj fleksibilni, medtem ko pri rednem študiju se zahtevajo neki minimalni kriteriji same prisotnosti in obveznosti, ki jih morate, sprotne obveznosti, ki jih morate opraviti. Razpisnih mest je relativno dovolj, čeprav seveda je potrebno tudi pohiteti. Torej iz leta v leto je situacija drugačna, seveda v ozadju so tudi demografski razlogi, tako da tukaj bodite kar, kako bi rekel, med prvimi, torej ne čakati na zadnji dan, 120 rednih mest in pa 40 izrednih mest za študijski program, torej magistrski študijski program uprava, upravljanje javnega sektorja. Kar zadeva predmetnika, odseva tisto, o čemer sem že govoril, torej veliko multidisciplinarnost samega programa, od ekonomskih, upravno-pravnih, torej informacijskih, menedžerskih in ostalih ved, tako da tukaj že po samem predmetniku, kot vidite, vas poskušamo opremiti z znanji s področja sodobne javne uprave, torej upravno-pravno, potem metodološko, da nekako imate orodja, s katerimi lahko potem tudi raziskujete, pripravljate seminarje, na koncu tudi zaključno delo, torej upravno-procesno pravo, informacijska tehnologija, vodenje, ekonomska analiza in pa potem izberete v prvem letniku tudi sam dvojček predmetov, to pomeni enega od teh 3 dvojčkov, torej ali vam je bliže pravo in torej lokalna samouprava, ali vam bliže ljudje pa upravljanje z informacijami, ali pa menedžerski predmeti, zberete enega od teh 3 dvojčkov in s tem, ko opravite te izpite, ste opravili prvi letnik. Potem seveda v drugem letniku imate pa možnost se nekako usmeriti na eno od smeri, ki vam seveda bolj ležijo, ali bolj v smeri javne uprave, ali v smeri upravljanja, ali pa upravljanje in EU, to je pa tisti del, ki se izvaja samo v angleškem jeziku. Torej, in če pogledamo samo nekaj glavnih torej poudarkov vseh teh 3 smeri, v okviru javne uprave imate ponavadi zopet ta interdisciplinarni pristop, torej ali analizirate javne politike, torej en del potem ekonomika, analiza poslovanja, regulativne tehnike, organizacijska dinamika in pa potem imate 2 predmeta, ki jih lahko izberete iz nabora vrste predmetov, ki bodo prikazani kasneje, tako da vam omogočamo že določeno specializacijo in pripravo tudi potem na samo zaključno delo, torej na magistrsko delo. Torej izbrali boste verjetno predmete, ki vam ležijo z vidika vašega delovnega okolja oziroma samega fokusa na zaključno delo. Nekako je porazdeljeno 60 kreditov prvi letnik, 60 kreditov drugi letnik. Druga smer je vezana na governance oziroma upravljanje. Tukaj imamo, vidite, bolj torej menedžersko usmerjene predmete, torej ali je to kadrovski management,
torej sicer z pravnega vidika, ali imamo strateški menedžment, potem javno financiranje, tehnike za prenov poslovnih procesov, torej bolj informacijski predmet in pa potem zopet dva predmeta. Ali če ste bolj pravno usmerjeni, boste verjetno bolj pravne predmete izbrali, ekonomsko bolj ekonomske, informacijsko bolj informacijsko, tako da tu se boste sami odločali in vam omogočamo torej še dodatno izbiro in na koncu potem tudi magistrsko delo v obliki 20 kreditov, ki jih morate potem opraviti, da je priznan ta program. Opozoril sem še na tretjo smer, to je angleška smer, javno upravljanje in Evropska unija. Kot smo rekli že, torej tu nekako se navezujemo tudi že na dodiplomski študij, kjer imamo zdaj posebno smer vezano na Evropsko unijo, torej Evropsko upravo, tako da tukaj so predmeti, ki so bolj kot ne vezani na torej Evropsko unijo oziroma na same torej vsebine Evropske unije, od evropskih javnih financ, trajnostnega razvoja, analizo javnih politik. Torej, kot veste, vrsta politik, od okoljske in tako naprej, recimo okoljska ima 80% vse zakonodaje v Sloveniji prihaja iz Evropske unije, da ne govorim še o drugih področjih. Tako da tukaj dejansko poznavanje tovrstnih vsebin je izjemnega pomena, kjerkoli boste potem delovali. In tudi tukaj imate dva izbirna predmeta na razpolago, poleg potem na koncu magistrskega dela. Sami izbirni predmeti so pa tukaj zdaj navedeni, kot sem že omenil, ali so bolj pravno orientirani, torej davčno procesno pravo, potem imate človekove pravice in javna prava, ali pa bolj ekonomski, recimo davčni sistemi, pa politike in finančni instrumenti EU, ali pa bolj organizacijsko-menedžerski ali pa informacijski. Tako da to se boste sami odločali in potem tudi izbrali predmet kot dopolnilo k vašemu študiju, da s tem potem zaokrožite sam študij. Toliko na kratko v našem programu, seveda sem na razpolago potem tudi za vprašanje na koncu, zdaj bi pa predal besedo skrbniku še drugega študijskega programa, torej Management v upravi, izrednega profesorja Primoža Pecina, ki vam bo na kratko predstavil tudi ta program. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni tudi še z moje strani. Moja naloga je pa predstaviti ta drugi študijski program, ki ga nudimo v tem študijskem letu. To je program Management v upravi. Gre za eno majhno novost, namreč po dveletnem premoru in končanju prejšnjega skupnega študijskega programa, mednarodnega programa Management v upravi, bomo ta program v letošnjem študijskem letu z vpisom, torej z jesenskim vpisom, ponudili kot samostojni študijski program, kar pomeni, da je izvedba v izključni domeni Fakultete za upravo. Zdaj ta program se bo izvajal v slovenskem jeziku, izključno v slovenskem jeziku, ker je zdaj to samostojni nacionalni študijski program. Program pa je izrazito usmerjen torej za pridobivanje kompetenc za upravljanje najzahtevnejših strokovnih in vodstvenih funkcij v javnem sektorju, kar izhaja tudi že same usmeritve tega študijskega programa in v bistvu njegovem velikem fokusu in preglavitnem fokusu na teme iz področja menedžmenta, konkretno v javnem sektorju oziroma v javni upravi. Zdaj program traja 2 leti, prinese 120 kreditnih točk, izvaja se v obliki torej rednega ali izrednega študija. Razlika je v tem, da je število vpisnih mest pač za redni študij predvideno za 60, 10 mest pa je predvidenih za izredni študij. Izvedba pač je skupaj, torej redni ali izredni študij se izvaja skupaj v popoldanskem času, kot je bilo že omenjeno. Izvedba bo v slovenskem jeziku, predvidena je izvedba na fakulteti, razen, če bi bila, ne vem, izredna situacija v obliki, bom rekel, ponovnega poslabšanja epidemioloških razmer in podobno. Izvedba je torej skupaj v popoldanskem času, redni in izredni študij skupaj. Razlika je samo pač v tem, kot je že prej kolega omenil, skrbnik drugega programa, da je pri izrednem študiju pač tista toleranca, torej plačila šolnine, je pa potem toleranca glede prisotnosti, torej obvezne prisotnosti na predavanjih in na seminarjih. Te tolerance pa ni v obliki rednega študija. Zdaj, ko zaključite ta študij, dobite naziv magister oziroma magistrica menedžmenta v upravi. Torej, tukaj dobite konkretno naziv iz področja menedžmenta. Zdaj, program torej je 2-letni, ima enovit in enoten prvi letnik. Tukaj v prvem letniku nimate neke izbirnosti, ampak pač izberete, dobite pač na, bom rekel, v program in v sam torej urnik 8 predmetov.
Predmeti so pa, bom rekel, usmerjeni v prvem letniku, nekaj je metodoloških predmetov, torej metode raziskovanja v upravi. Imate tudi, bom rekel, temeljni predmet z področja primerjalne javne uprave, predmet iz področja inštitucij EU, pa potem recimo predmeti, ki se pa že nekako malo usmerjajo na področje menedžmenta, torej menedžment v javnem sektorju, ekonomika in analiza poslovanja, odnosi z javnostjo in predmet EU prava. Posebnost tega programa je tudi, da izvajamo še raziskovalni seminar, torej to je poseben predmet, kjer v bistvu gre za nekako uvajanje v tisto temeljno raziskovalno delo, kjer študent pač zbere enega izmed mentorjev, torej predavateljev, ki sodelujejo na tem programu in skupaj pač nekako delata na nekem raziskovalnem pač delu. Ta stvar se lahko seveda tudi nadomesti z kakšnimi udeležbami na dogodkih v organizaciji fakultete ali univerze, kot so poletne šole. Tega smo se v preteklosti zelo veliko posluževali, da so študente raziskovalni seminar recimo zamenjevali z nekimi aktivnostmi torej zunaj fakultete ali v organizaciji fakultete, po soorganizaciji fakultete, seveda ob predhodni najavi in odobritvi skrbnika študijskega programa. Zdaj, program je zelo pester v drugem letniku, namreč ima 4 smeri v samem drugem letniku. Te smeri so ravnanje s človeškimi viri, upravna informatika, menedžment v lokalni samoupravi ter menedžment kakovosti v javnem sektorju. Torej, predmet in predmetnik v drugem letniku je pa precej bolj raznolik. Tukaj gremo pa v 4 smeri. To je odmik od tistega enovitega prvega letnika in enotnega prvega letnika, prehajamo sedaj v ta zelo razvejan drugi letnik na tem študijskem programu. Zdaj, prva usmeritev je ravnanje s človeškimi viri. Tukaj moram povedati, študente imate nekako na izbor recimo 7 predmetov znotraj te usmeritve, vendar izberete 3 predmete od teh 7, ki so na izbor. 2 predmeta morate pa izbrati bodisi iz predmetov drugih usmeritev ali pa iz drugih ponujenih izbirnih predmetov. Torej, to ne pomeni, da boste imeli vse te predmete v drugem letniku, ampak 3 od teh 7 izberete, plus 2 iz neke druge usmeritve. Torej, prva usmeritev je vezana na človeške vire. Tukaj se že samo pač iz podatkov in iz samih teh predmetnika vidi, da je izrazita usmeritev na človeške vire, na kompetence, na kariero, na vodenje in tako naprej. Druga usmeritev je upravna informatika. Tukaj lovimo tudi študente iz naših dodiplomskih študijskih programov ali pa drugih študijskih programov, ki so usmerjeni bolj v samo informatiko. Torej, imamo specifičen modul, ki je izrazito vezan na informacijske vsebine. Tukaj se že po sami tej stvari vidi, da imamo poslovne procese, strateško načrtovanje informatike, računalniško pravo, baze podatkov, poslovno inteligenco, projektiranje informacijskih sistemov, zaščito informacijskih sistemov in mrež in podobno, in management sprememb in tako naprej. Kot že opozarjam, študente izberete 3 predmete od tega nabora, torej 8 recimo predmetov na tej usmeritvi, 2 predmeta pa izberete iz katerekoli druge usmeritve, ali iz človeških virov, ali iz lokalne samouprave, ali iz kakovosti. Tretja usmeritev je menedžment v lokalni samoupravi. Tukaj zopet usmeritev na eno zelo specifično področje, konkretno na lokalno samoupravo. V slovenskem okviru to pač pomeni usmeritev recimo na delovanje občin. Seveda pa tukaj se malo usmerjamo tudi na kakšne recimo širše teme, kot so regije, tega v Sloveniji zaenkrat še pač nimamo, je pa to aktualno v kakšni drugi državi, ker imajo več nivojev lokalnih oblasti oziroma podnacionalnih oblasti. Tukaj so predmeti lokalna samouprava, regionalna politika in strukturni skladi EU, ki so izrazito usmerjeni ravno na te regionalne teme, menedžment v lokalni upravi, lokalne javne finance, metode primerjalne analize, javne službe, katere predstavljajo zelo pomemben element ravno na lokalnem nivoju, glavnina javnih služb je dejansko lokalnih javnih služb, in na koncu tudi upravljanje z varstvom okolja, kot je že kolega prej pač omenil, ravno tematika okolja nekako zajema 3/4 ali pa mogoče celo več v procentih teh predpisov, in zato tudi pač tu naslavljamo te same teme. Četrta usmeritev je pa menedžment kakovosti v javnem sektorju. Tukaj gremo pa dejansko na področje, bom rekel, kakovosti, odličnosti, takšna izrazito, bom rekel, smer, ki je vezana ravno na tiste top vsebine, v tem smislu, s tistim, kar se menedžment dejansko tudi ukvarja, torej menedžment kakovosti, kvantitativne metode v javnem sektorju, modeli in metode in tehnike upravljanja s kakovostjo, sistemi standardizacije, kar je en pomemben vidik zagotavljanja kakovosti, upravljanje z varstvom okolja, upravljanje poslovnih procesov v upravi. Kot vidite, je nabor
ponujenih predmetov po modulih različen. Eni moduli imajo 6 predmetov, eni imajo 8 predmetov, ampak to ni bistvena razlika, kajti izberete v vsakem primeru največ 3 predmete iz posameznega modula. 2 predmeta pa lahko izberete iz nekega drugega modula. Recimo primer, če bi izbrali tale modul, izberete 3 od teh 6 predmetov, potem se pa lahko vrnete takole nazaj in izberete recimo iz tega modula lahko še kakšen predmet, ali pa 2, iz tega modula izberete kakšen predmet ali 2, ali pa recimo iz tega prvega modula izberete predmet ali 2. Toliko, da malo to samo tehnikalijo pač postavim. Zdaj na koncu seveda študija pride tudi magistrsko delo. Magistrsko delo v tem programu zajema 25 kreditnih točk, zberete pač mentorja izmed sodelavcev, ki so sodelovali pri izvedbi tega programa, ali pa tudi kakšen drug sodelavec, ki mogoče ne sodeluje na tem programu, ima pa ustrezen habilitacijski naslov. Dogovorite se pač potem za tematiko, o tem se bomo pogovarjali tudi potem, ko se boste pač upisali na sam študij, kako sam ta postopek poteka, kdaj je potrebno začeti, kdaj lahko začnete postopek in same pač te podobne tehnikalije, kar se tiče samega programa. Zdaj, program ima 2 izbirna predmeta, poleg teh predmetov seveda lahko zberete tudi predmete iz drugih študijskih programov, lahko kot izbirni predmet recimo na tem programu vzamete tudi kak predmet, ki je iz programa upravljanja javnega sektorja. Tukaj smo zelo, bom rekel, svobodni glede tega, ne postavljamo nekih omejitev, da mora biti predmet iz tega programa, ampak je lahko tudi iz drugega magistrskega programa, ki ga izvaja fakulteta za upravo. So neke možnosti tudi izbire drugih izbirnih predmetov iz drugih fakultet, ampak o tem se dogovarjamo vsako leto posebej, zato je nabor ponujenih predmetov iz drugih fakultet nekako določen vsako leto posebej in dogovor za naslednje leto še ni čisto, tako da to bomo pač skupaj pač dogovarjali. V vašem primeru bo pa ta stvar itak prišla v poštev čez lepo 2 leti. Zdaj, jaz bi svojo predstavitev zaključil, bi pa besedo predal naprej kolegici iz referata za študijske zadeve, gospe Petri Kisovec-Kamnik, tako da prosim. Dober dan, še strani referata za študijske zadeve. Hvala za besedo. Dr. Ristovnik in dr. Pevcin sta podrobno predstavila oba študijska programa. Z moje strani pa še nekaj informacij glede same prijave in vpisa na ta 2 študijska programa. Tako upravljanje javnega sektorja kot menedžment v upravi imata enake vpisne pogoje, in sicer se lahko vpišejo kandidati, ki so končali katerikoli študijski program 1. stopnje oziroma ko so končali enakovredni predbolonjski študijski program oziroma tisti kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini. Zdaj, možen je tudi vpis v drugi letnik po merilih za prehode. To je možno v primeru, ko je kandidat na primer na nekem drugem magistrskem programu končal že nekaj izpitov in se mu lahko potem na fakulteti za upravo prizna vsaj 60 kreditnih točk in se mu prizna vsaj 60 kreditnih točk, se pa vsaka vloga teh kandidatov obravnava individualno. Nekaj tehničnih težav. Rok za prijavo na oba študijska programa je 15. september, to je zelo pomemben datum, to je skrajni rok, ko kandidati lahko oddajo samo prijavo. Prijava se odda preko portala ministrstva in sicer se ta program imenuje EVŠ. To prijavo lahko kandidati oddate z digitalnim potrdilom, če ga imate, drugače pa z uporabniškim imenom in geslom. Novost tega študijskega leta je pa ta, da se tudi vsa ustrezna dokazila, ki jih morate kandidati priložiti, oddajajo preko tega portala. To se pravi, kandidati, ki so 1. stopnjo končali na fakulteti za upravo, dokazil ne potrebujejo oddati, ker imamo vse podatke v naši bazi. Vsi ostali, ki so diplomirali na 1. stopnji na drugih fakultetah, pa morajo oddati potrdilo o diplomiranju oziroma diplomsko listino in pa potrdilo o opravljenih obveznostih ali pa potrdilo
prilogo k diplomi v slovenskem jeziku. Zdaj, preko tega portala se dobivajo tudi pozivi glede dopolnitve vlog, če slučajno kakšnih dokazil ne boste oddali, pa bi jih morali, in pa na koncu tudi sklep o izbiri. To se pravi, če ste sprejeti na ta študijski program. Zdaj, včasih kandidati zamenjujete prijavo, pa to enačite s samim vpisom. Prijava še ne pomeni dejanskega vpisa, to samo kandidirate za vpis. Po 15. septembru, ko se pa potem zaključijo prijave, vas pa potem obvestimo, ali se lahko pridete vpisati, in takrat dejansko potem postanete študenti fakultete za upravo, ko se ta vpis uredi. Toliko zaenkrat z moje strani. Sedaj pa predajam besedo Domnu Grilu, magistru menedžmenta v upravi. Ja, lep pozdrav vsem in pa dobrodošli na informativnem dnevu. Najlepša hvala, Petre, za besedo. Moram poudariti, da sem bil jaz izredno zadovoljen na študijskem programu, ki je bil skupni študijski program Management v upravi. In prednost tega programa je v bistvu ravno ta multidisciplinarnost, ki se je poudarjala skozi celotno predstavitev, kar pomeni, da z vsemi kompetencami, ki jih pridobite, vam bodo omogočili nek celosten pregled v organizacijah, bodisi to v javnem sektorju ali zasebnem sektorju. Jaz sem že med študijem recimo dobil precej ponudb za delovanje v obeh sektorjih, kar pomeni, da je v bistvu kader, ki se izobrazi na fakulteti za upravo, zelo iskan. Sam program je v bistvu bil za mene v bistvu splošno zelo fleksibilen, kot se je omenilo, so recimo predavanja v popoldanskem času, tako da lahko združite v bistvu službo brez problema. Tudi profesorji in strokovne službe so zelo fleksibilni in razumevajoči, kar se tega tiče. Moram pa poudariti, da sem jaz recimo izkoristil ta internacionalni vidik, kar pomeni, da sem se udeležil kar ene parih izmenjav in mi je v bistvu tako ratalo združiti prijetno s koristnim. Recimo samo za primer sem učil na Norveško, Islandijo, Kitajska, Estonija, Srbija. V glavnem, polno naborov mednarodnih izmenjav je na voljo in v bistvu prek tega lahko nekako izpopolnjujete svoj urnik in usklajujete predmete s slovenskim programom in se vam tako priznajo. Zdaj trenutno službujem, da ne boste samo mislili, da so samo lepe besede. Recimo jaz službujem zdaj na Norveškem za nemško-švedsko organizacijo, podjetje, ki ima tukaj vejo, kar pomeni, da ta program, te kompetence, katere sem jaz pridobil na fakulteti za upravo, so mednarodno konkurenčne in v bistvu se ta kader ne išče samo v Sloveniji, temveč tudi v tujini. Moram poudariti tudi, da profesor Primož Lovcin izredno dobro vodi program, tako da če bi bilo karkoli, da bi zanimalo vmes, so vam profesorji in skrbnik programa vedno na voljo. Kot sem slišal, so bile strokovne službe, predvsem med pandemijo, na voljo študentom, ki bi se mogoče srečevali s težavami zaradi pač celotne situacije, kar naznuje to, da res niste samo številka. Jaz se nikoli nisem počutil na fakulteti, da bi bil samo tam in da v bistvu ne bi, da profesori samo odpredavajo in grejo. To ni, to čisto drugačno na fakulteti. Res izredna izkušnja in pa pač pomagajo na vseh ravneh, tako recimo pri profesionalnem napredku, kot tudi osebnem. Moram reči, da je bilo to zelo izjemno. Kar bi še dodatno bilo mogoče potrebno poudariti je, da se recimo lahko udeležite tudi sedaj, se mi zdi, da prakse na evropskih inštitucijah, sicer to nemajo na dodiplomskem in podiplomskem študiju, ampak se probajo nekako povezati tudi z Evropsko unijo
in nasplošno s celotnim ustvariti nek networking, kateri bi tudi prišel v upoštev študentom za nadaljevanje recimo kariere. Tako da za vprašanje bo še dovolj časa, lahko vmes vprašate kaj ali pa tudi na koncu, če bi vas še kaj zanimalo. Zdaj pa besedo jaz predajam kolegu Gregu Rudolfu. Lep pozdrav še z moje strani. Evo, jaz še tole šeram. Zdravo, še z moje strani, jaz sem Grega Rudolf, kot sem bil predstavljen, sem predsednik študentskega sveta naše fakultete, tudi diplomant in trenutni študent na magistrskem študiju uprava, upravljanje javnega sektorja, pa tudi predsednik študentskega sveta univerze. Pa če prvo jaz delim svoje izkušnje, no, na podlagi tega magistrskega programa vam že lahko se vam svita, ne, tudi iz predstavljenih besed mojih predhodnikov, da je program interdisciplinaren, da je program vreden časa in znanja, ki ga boste dobili, pa da vam bo program konec koncev to, kar vi želite po zaključku ali pa še celo pred zaključkom v mojem primeru omogočil, da ali zasedete kakšno funkcijo, pa da boste jo tudi znali voditi, ali pa konec koncev, da delate nekje, pa da boste znali to delati. Ne, v prostem času ali pa v zasebnem času, poleg študija, ne, sem jaz ves čas delal. Ne, sem bil na začetku delal na Ministrstvu za izobraževanje, zdaj pa že 2 leti na informacijskem pooblaščencu. In večinoma in skoraj zagotovo pač tega ne bi bilo možno, če ne bi obiskal tega programa, ki ga zdaj obiskujem. Kot so že moji predhodniki govorili, no, je ta program sploh na tega, ki sem ga jaz obiskoval, upravljanje javnega sektorja, interdisciplinaren in omogoča vam, da boste sami si krojili tisto stroko, ki jo boste radi zasledovali tekom svojega študija. Ne, program v 2 letnikih omogoča dovoljšno mero izbirnosti, tako v prvem letniku, ko vam omogoča izbiro nekega modula, kot v drugem letniku v smislu izbire nekih izbirnih predmetov, da si sami krojite stroko, katero bi radi v svojem življenju zasledovali. Ali to pomeni, da boste bolj pravne predmete izbirali in izbrali tako imenovan pravni modul, ali boste izbrali mogoče organizacijski modul, ki je povezan z vodenjem, teorijo menedžmenta in podobno, ali pa tudi mogoče informacijsko smer, ne, torej, da bi se mogoče bolj vrgli v to informacijsko vodo, v pravno informatiko, analitične in statistične predmete in podobno izbirali. Tako da odvisno je, kaj si vi želite, odvisno, kaj bi radi pisali, delali v prihodnosti. Program in profesori na našem programu vsaj pač omogočajo, da se vi tako spoznate s teorijo, ne, kot v bistvu, da se majčkeno spoznate s prakso. In ta mešanca prakse in teorije je tekom študija prisotna zelo in tudi pač močno poudarjena in povezana. Konec koncev, ne, imate, kot je bilo že na predhodniku omenjeno, so množični projekti, v katere se lahko tekom našega študija in fakultete pač vključite, pa pridobite znanje tudi izven samega študijskega okolja, recimo, ne vem, projekti recimo FURS-a, recimo Finančne uprave Republike Slovenije, ali pa kakšni sorodni projekti, recimo kakšnega drugega organa javnega sektorja, pa tudi izven, ne, ki vam omogočajo pridobivanje tudi nekih znanj, ki so mogoče malce izven te cone ali pa predmetov, ki ga naš predmetnik pokriva. Tako da nasplošno moje mnenje je, da boste v tem programu, pa tudi na podlagi izkušenj mojih sošolcev, pridobili neka znanja, ki vam bodo pomagala, no. Tudi neka znanja, ko boste zasedali neko mesto, ali pa če že zdaj nekje v javnem ali pa zasebnem sektorju delate, vam bodo koristila. Tako da se ne boste bali, ko boste neko vodstveno funkcijo prevzeli, kako to sploh menedžirati, voditi tako finance kot kader, ali pa ko boste, ne vem, v javnem sektorju, pa tudi v zasebnem sektorju neko funkcijo imeli, boste se spoznali ali pa saj vedeli, da ste te zadeve že slišali na fakulteti. Pa tudi imeli boste ljudi, na katere se lahko obrnete, ker so, kot je bilo že pač povedano, na naši fakulteti, pa na splošno na naši univerzi, pedagogi prijazni, dostopni, pa tudi povezujoči med sabo. No? Tako da jaz imam same lepe izkušnje, dobre, pa mogoče pol v vprašanjih me lahko še kaj dodatno vprašate po njih. Pa če vam jaz zdaj samo predstavim še tisti del organiziranosti študentov, ki je na naši fakulteti močno prisoten, je fino, da veste, da imamo nekako tri funkcije, 3
recimo skupine organiziranosti študentov, in to je študentski svet fakultete za upravo, ki skrbi za ta formalni del, študijski del, da je študij na naši fakulteti kakovosten, dober, da se stalno modernizira, in tudi v bistvu so tukaj študentske kritike in študentska mnenja močno slišana strani vodstva. Tako da smo tudi člani, svetniki smo člani različnih in vseh komisij na naši fakulteti in aktivno naša fakulteta vpenja ta mnenja študentov ali v modernizacijo samih programov ali v spremembo že samih tehnik ali pa metod poučevanja in podobno. Tako da smo slišani. Na to imamo študentsko organizacijo na drugi strani, ki skrbi za ta obštudijski del, za razne dogodke, izobraževanja, usposabljanja, ki so mogoče obštudijske narave, ker, kot moja kolegica zelo rada pove, je študij ne samo za preživeti, ampak ga je tudi treba živeti, tako da oni skrbijo za ta bolj obštudijski del in mreženje in podobno. Zdaj pa po novem, že zadnjo leto imamo tudi na fakulteti varuha študentov. Varuh študent pa v teh neformalnih, tudi tajnih in zasebnih naravah skrbi za študente. Torej, če bi prišlo do kakšnega problema, do kakšnega nesporazuma, tako v relaciji med vami študenti, kot med študentom in pedagogom, bi tukaj varuh študentov vam pomagal, da se na fakulteti počutite dobro, pa da se te, recimo, slabe konfliktne situacije že rešujejo tekom študija. Tako da zato smo vse tri skupine študentov, torej študentska organizacija, študentski svet in varuh študentov na voljo študentom, da se pač zadeve rešijo in da se izboljšujejo in da so dobre za študente. Tukaj še mogoče zelo na kratko, samo komisije in senati in odbori, kjer so pač študenti tudi predstavniki, vsak, kot sem že omenil, ima vsaka izmed teh komisij najmanj enega študenta, tako da ste tudi vljudno vabljeni, da tekom svojega študija, če si želite seveda sodelovati pri upravljanju univerze in naše fakultete in prispevati k izboljšanju tako študija sebe kot študija bodoče generacije, ste z veseljem tudi povabljeni, da se tem komisijam pridružite. Zdaj tukaj še nekaj slik o študentskem življenju na fakulteti. Tukaj imamo študentsko organizacijo, ki skrbi za to druženje, kadar se zdaj teh dogodkov je bilo letos malo manj, pa vendar, če se bomo vrnili in kot je praksa bila tudi prej, imamo razne dneve kot izobraževalne dogodke na fakulteti, kot pa tudi manj izobraževalne, v smislu neki team buildingi, kot so paintballi, pikniki in podobno, tako da se tudi iz tega vidika ni treba bati, da boste osamljeni. Tukaj še nekatere druge slike, kot pa že rečeno, je pa ta obštudijski del močno pomemben in krepi tudi vaše mreženje pa spoznavanje med sošolci, ki pa tudi pride prav za kasnejše vzpostavljanje stikov ali v službah ali pa kasneje v karieri. Tukaj še zadnje slike, nekaj naših seminarjev, recimo organizirali smo seminarje, recimo verjetno poznate gospo Ksenijo Benedetti iz Protokola, pa tudi nazadnje tudi z gospo Vesno Sodnik kot komunikacijske veščine in tudi več seveda ostalih tudi strokovnih seminarjev, recimo zdaj je bil en seminar o javni upravi v prihodnosti in povezavi z umetno inteligenco. Pa še vedno bo teh seminarjev veliko naprej, pa tudi ste povabljeni, kot tudi naši magistrski bodoči študenti, da tudi sodelujete pri pripravi teh zadev. Torej, če vas nekaj zanima, kar pa z našim študijom ni pokrito, je tudi fakulteta močno odprta za priložnosti, da se kakšne dodatne vsebine ponudijo tudi preko teh obštudijskih dejavnosti. Zdaj pa upam, da nisem bil predolg, se vam kar pustim za vprašanja in upamo tudi na naš odgovor. Hvala lepa, Grega. Tako, ko vas je Grega pozval na razpolago, smo vam, da vam podamo iz prve roke informacije, zagotovo vas kaj zanima. Ena udeleženka se je že opogumila in v chatu nekaj vprašala, tudi ostali lahko preko chata, lahko pa tudi direkt se v živo javite. Tako da kar.
Ja, hvala Nika za vprašanje. Ja, kot smo napisali, so v bistvu od predavanja 16:30 naprej in se mi zdi, da niso bila niti do zelo poznih ur, tako da se je v bistvu dalo tudi odpočiti pač pred službo naslednji dan in če se spomnim prav, da niti niso bila vsak dan v tednu še celo. Tako da ni preveč intenzivno in se v bistvu da združiti, no, službo in predavanja. Jaz, če tukaj vskočamo besedo, no, Domnu, so predavanja, saj v moji smeri, pa v prvem in drugem letniku zdajle, so potekala modularno, kar pomeni, da se izvajajo predmeti v dvojčku po dveh, ki potekajo 2 meseca, nato pa 2 tedna po zadnjem predavanju je že izpit za ta predmet. Nato pa se pač zgodba ponovi z drugima 2 predmetoma. Tako da dejansko, kot je Domen omenil, so predavanja tam torek in četrtek, ponedeljek, sredo in petek pa ne. Zdaj, to ni pravilo, tudi nekateri predmeti so se izvajali ponedeljek, torek in petek, ampak najmanj 1 do celo 2 dneva v tednu ste pa prosti. In dejansko se da usklajevati predmete na fakulteti skupaj z študijom. In to dejansko je namen našega magistrskega programa, da boste znanja pridobljene na fakulteti, teoretično znanje lahko brez problema prenašali v prakso. Tudi jaz sem celotni študij opravljal redno, brez problemov, tako opravljanje izpitnih nalog in podobno, in zraven tudi delal, vsak dan. In zadeva je naporna, ni tako enostavno, je naporna tiste 2-krat teden, ampak je pa mogoče jo izvesti. Tako da se tudi fakulteta na tej strani trudi, da so obveznosti prilagojene, da sta te 2 predmeta, ki sta združena, enakomerna glede obsega pač dela, tako da iz tega vidika ni problema. Torej, če lahko še jaz zdaj tukaj dodam, delno še vedno povezano na ta odgovor, torej predavanja potekajo od 16:30 do nekje 19:45, to smo z lanskim oziroma z letošnjim letom nekako ažurirali, torej da nimate 5 ur skupaj, ampak le 4. In je verjetno bolj učinkovito, da ni potem do poznih večernih ur, do 8:30 predavanja, tako da smo to zdaj nekako spremenili, tako da vi končate že pred 8 uro, zdaj če ste kje blizu doma, ste lahko že doma, tako da je to torej lahko vam zelo pisano na kožo. Je pa vezano seveda to na tudi naslednje vprašanje, ki je torej gospa Čufer sprašuje, je pa vezano seveda na samo izvedbo, torej slovenščina, angleščina. Mi se zavedamo, da in tudi strani študentov prihajajo pobude o online študiju. In dejansko smo se odločili tudi zaradi Erasmus študentov in ostalega, ker je še vedno velika verjetnost, da bodo težave v naslednjem letu, da bo eden od programov, to pomeni eden od izvedb programa, to je angleška verzija, popolnoma v online obliki, to pomeni tako za redne in izredne. Študenti, ki si želite, redni študenti, torej brez plačila, ki si želite študij v online obliki in vam je ta na dodiplomskem študiju zdaj se zdel celo bolj primeren in da ste več odnesli, čeprav bodimo iskreni, da to vsaj v začetnih letnikih je to zagotovo slabša oblika študija, ste vabljeni torej na angleško verzijo programa governance, torej upravljanje v javnem sektorju. Tako da vsi predmeti bodo v angleščini in bodo potem tudi, torej izpiti so tudi v angleščini, študijske literature v angleščini, pa vendarle, torej vse imate v online obliki, ni vam potrebno hoditi na fakulteto, razen seveda verjetno, ko bodo izpiti, o tem se še nismo pogovarjali, pa če bo seveda za kakšne konzultacije, sicer pa bo vse v online obliki, tako za redne kot izredne, torej se obračam zdaj na vaše vprašanje, gospa Čufer. Toliko zdaj z moje strani, če pa še karkoli, pa kar izvolite. Hvala tudi gospe Gospodični Fortuni in gospe Gospodični Melkič. Ja, zdaj, da odgovorimo na prvo vprašanje. Nekaj je dela, ja, seveda doma. Včasih se mora kakšna raziskava narediti, oziroma bi rekel, ne pa niti ne članek, kakor esej, ampak ni nekaj spet prezahtevno, vsaj kar sem jaz doživljal na našem programu, ampak je pa pač verjetno bo malo več odvisno, tudi bojo predavanja v živo ali ne, tako da to bo dosti temeljilo na temu, ampak nekaj je dela doma, ni pa pretežko, se mi zdi.
Če tukaj še jaz dodam konkretno, pri obveznih predmetih je obseg kontaktnih ur, recimo prvi letnik, 30 ur v predavalnici, 20 ur je namenjeno predavanjem, 10 ur je namenjeno seminarju. Predmeti, ki so pa izbirne narave oziroma usmeritvene narave, se pa izvajajo v obsegu 23 kontaktnih ur na predmet, to je 15 ur predavanj in 8 ur seminarjev. To, da pojasnimo čisto, kako pa sama izvedba poteka, je bilo pa zdaj tako, tudi ne glede na način izvedbe, glede na izkušnje zadnjega leta in pol smo izvajali enak obseg kontaktnih ur v online obliki, smo pa seveda prej enako delali tudi kot v fizični obliki, to je bila pač pa malo posebnost, bom rekel, zadnjega leta in pol, recimo pri samem tem izvajanju. Tako da bi kar besedo naprej, mogoče predal imamo še eno vprašanje, ker pa mislim, da bo lahko kolegica iz referata odgovori. Ja, tako je. Ja, lep pozdrav, gospa Diana. Prebrala sem vaše vprašanje. Zdaj, samo to bi vas rada opozorila. Prej smo govorili, da je rok za oddajo prijave 15. september. To velja za kandidate, ki prihajajo iz Evropske unije. Za vas iz Bosne pa velja, da je treba prijavo oddati do konca julija. To se pravi, 31.7. je zadnji rok, da oddate to prijavo. Za vas je ravno tako prek portala EVŠ. Imate pa majčkeno druge dokumente še za oddati, to se pravi fotokopijo osebnega dokumenta, kronološki opis izobraževanja, pa potem, če je slučajno vaše dokazilo o izobrazbi, če so v cirilici, je treba potem to prevesti v latinico. Kar se pa tiče, če je treba elektronsko podpisati, lahko date na dva načina. Če imate digitalno potrdilo, lahko date preko tega. Če pa tega nimate, pa enostavno preko portala EVŠ uredite vaše uporabniško ime in geslo in to potem povsem zadošča, da oddate prijavo. Tako da upam, da sem odgovorila, kar vas je zanimalo. Je še kakšno vprašanje? Zdaj imate priliko. Tako da res lepo vabljeni. Mogoče, da dodam še na prejšnje vprašanje. Kakor je že Grega omenil, je v bistvu to modularno. Izvajanje predmetov po večini, seveda ni vedno tako, ampak načeloma imate predmet 2 tedna, v tem 2 meseca. V teh 2 mesecih v bistvu vse obveznosti opravite, naredite izpit in se v bistvu potem predstavite na naslednje 2 predmeta, recimo. Tako da nimate vseh naenkrat, saj mi jih nismo imeli takrat. Tako da. Zdaj, če vprašanj več ni, potem bomo zaključili z današnjim srečanjem. Vsem bi se lepo zahvalila, tako prezenterjem, kot seveda tudi vam, obiskovalcem. Bi vam pa rada povedala še, da vkolikor se vam porajajo še kakšna v nadaljevanju vprašanja, javite se nam, pišite nam na e-mail podiplomski@fu.uni-lj.si ali pa pokličite v referat, z veseljem vam bomo podali vse odgovore in ostale informacije, ki bi jih želeli. Tako da zdaj, če vprašanj več ni, kot sem rekla, bomo zaključili. Še enkrat hvala lepa, pa z željo, da se boste odločili za prijavo in kasneje za vpis na magistrski študij na Fakulteti za upravo, vas lepo pozdravljamo. Nasvidenje. Lep pozdrav, nasvidenje. Lep pozdrav, ja. Nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje.